Pobuda Gledališki tolmač, ki jo je idejno zasnovala agencija Grej, je dosegla pomemben mejnik za skupnost gluhih in naglušnih. 12 slovenskih gledališč je podpisalo zavezo o sodelovanju, kar pomeni, da bodo v prihodnjem letu na spored umestili vsaj eno predstavo s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik. Slavnostni podpis je potekal v prisotnosti častnega pokrovitelja, predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Poleg mreže slovenskih gledališč pa sta svoj podpis prispevala še podpornica pobude Gledališki tolmač NLB in organizator pobude Društvo gluhih in naglušnih Ljubljana. Leta 2020 bo na slovenskih odrih uprizorjenih 12 predstav s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik, kar je za gluhe, ki doslej skoraj niso imeli možnosti spremljanja odrske umetnosti, veličasten trenutek. Naš cilj, da 10% gluhih in naglušnih obišče predstavo, smo dosegli. Rad pa bi poudaril, da s pobudo Gledališki tolmač orjemo ledino. To je namreč prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki nam je odprl oči za bogatstvo kulturnih vsebin, ki jih ponujajo gledališča. Za posluh izkazan v akciji Gledališki tolmač smo zato še posebej hvaležni. Sam si želim, da ne bi bilo potrebno pokroviteljstvo banke in bi svoje poslanstvo opravila država. Zagotavljanje enakovredne dostopnosti kulture vsem državljanom je namreč naloga oziroma obveznost države. Današnji podpis razumem kot primer dobre prakse. Ga razumem kot en navdih za enako zavzeta razmišljanja, kako odpravljati skrbi in reševati probleme v prihodnje. Dolgoročni cilj akcije je vključitev gledaliških tolmačev v vsako predstavo v slovenskih gledališčih. Sicer pa je druga sezona Gledališkega tolmača v polnem teku. Zadnja predstava v tem letu, Vsi junaki zbrani, bo na sporedu 24. decembra v Slovenskem mladinskem gledališču.